Zdravljeni! Danes bomo pa delali kremo iz smrekove smole. Oziroma kremo s smrekovo smolo. In sicer bo imela ta krema tudi tako malo hladilnega učinka. In bo poleg tega, da pač vsa mazila oziroma kreme z smrekovo smolo delujejo torej protibolečinsko, antibakterijsko, torej tudi nekako protiglivično, bo imela ta še dober učinek na naše ožilje, na naše noge, saj jih bo hladila. Kremo, sicer mi smo kremo že drugače delali, tako da si lahko pogledate naše prejšnje posnetke. In princip je podoben, oziroma isti praktično, le da bomo uporabljali malo drugačne sestavine. Osnovni recept za izdelavo kreme je, da vzamemo 100 gramov macerata ali pa olivnega olja ali katerega drugega olja. Potem, da vzamemo 100 gramov hidrolata ali pa destilirane vode. Lahko uporabite tudi močno skuhan čaj, torej, da si naredite nek močen izvleček zelišča in ga potem uporabite pri izdelavi mazila. Vedeti morate, če uporabljate vodo oziroma uporabljate močen čaj, da se tista krema potem lahko hitreje pokvari. Medtem ko če uporabljamo hidrolate, ta krema potem zdrži lahko tudi leto ali celo več. Dobro, smrekovo smolo smo nabrali, lahko jo nabirate že zdaj, tudi če so hladnejši meseci. Le da dobro je mogoče, da počakamo nekoliko malo na toplo, da se smreka, da je bolj mehka, no. Da lažje jo nabirate, ko pa tisto trdo in pa tista mehka je tudi veliko bolj topna v samem olju. Smrekovo smolo, ko naberete, jo daste v en lonec, prelijete glih toliko, da je pokrita z najbolje z olivnim oljem, zato ker dobro prenaša višje temperature. In potem to vse skupaj samo segrevate toliko, da se smrekova smola raztopi. Potem pa to precedite in imate smrekovo smolo v olivnem olju. Se vidijo notri, mogoče manjši koščki, takole se vidi na dnu. Precedimo pa zato, ker ko nabiramo smrekovo smolo, zraven seveda naberemo še razne ostanke lubja, iglice in tako dalje. No, in da se lotimo kar kreme. Tukaj imam že jaz odtehtano 20 gramov čebeljega voska. Temu bom jaz dodala tole smrekovo smolo in pa šentjanževko. Šentjanževka je tudi odlična, deluje protibolečinsko in pa tudi primerna je za pri težavah s kakšnimi žilami, bolečimi nogami. In tega odmerim vsakega nekje približno 50 gramov, zato da dobim skupno količino 100 gramov macerata. Približno, ne rabite biti čisto natančni. To je to. Zdaj pa samo to segrevamo, dokler se vosek ne stopi. Potem moramo pa to mešanico ohladiti na takšno temperaturo, da bomo lahko namešali zraven hidrolat in da bomo potem lahko naredili emulzijo. No, naša kremica, oziroma zdaj bi iz tega nastalo najbrž mazilo, se je začela ohlajati in se je začela tudi nekoliko strjevati. In to je zdaj pač tista faza, ko lahko tole odstavimo iz hladne kopeli, prestavimo in notri dodamo hidrolat. Malo ga zmešam, zato ker hidrolat vsebuje še vedno nekaj eteričnega olja. In tega dodamo 100 gramov. Takole. In vidite, ne?
kako se je nekako tekstura spremenila. Nič ni narobe s tem. To je zdaj samo primerna temperatura in vzamemo palični mešalnik in začnemo mešati. Zdaj lahko vidite, da se je začela spreminjati barva. Mogoče se vam bo na momente zdelo, da se to nikakor ne povezuje, ampak se. In tako, evo, naša kremica je uspela. Je takšna, kot taka majoneza more prijeti, takšna emulzija. In to potem preprosto si pridevamo v kozarčke, lahko tudi kakšne druge posodice, katere imate, lahko tudi manjše, lahko jih naredite več, pa mogoče kakšno kremico komu podarite. V glavnem, dobili smo zdaj kremo s smrekovo smolo s hladilnim učinkom. To je to. Pa prijetno ustvarjanje. Lep pozdrav.